Spoštovani gledalci, lepo zdrav. Sliko smo že v Velenju na stadionu ob jezeru, kjer se bosta v 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije pomerila Rudar in Domžale. Druga tekma tega kroga, včeraj že obračun med Aluminijem in Sežano. V igro jo je že poslal tam Karič, Ibričič, Vuk, Slobodan Vuk gre sam proti vratarju domačih in Slobodan Vuk je povedal Domžalčane v vodstvo z 1-0 v 11. minuti. Takole pravzaprav iz nič lahko rečemo izkušeni Senijad Ibričič in pa Slobodan Vuk, ki sta ob hitrem vodstvu Domžalčanom sedaj vrgla rokavico. Pušnik, Ibričič, na desni strani je Čorluka, ki se je priključil napadu, Sapinen, Vuka! Vuk je bil v ofsajdu. Slavka Vinčiča dvignil zastavico, tu ni bilo nobenih dvomov, pa sedaj ponovno Sapinen! 2-0, kot strelja z jasnega, ravno Sapinen. Omenjal sem v tem prvem polčasu, da ga praktično nismo videli, toda ko je bilo to najbolj potrebno oziroma ko to nihče ni pričakoval, ravno Sapinen za vodstvo Domžal v 34. minuti. Torej, ni bil deležen tistih priprav, sedaj Klemenčič pelje žogo, Klemenčič na desno stran, lepa podaja do Ibričiča, kdo bo tu zadel? Slobodan Vuk na koncu, 3-0, razpad sistema pri Rudarju, 36. minuta, Slobodan Vuk, ampak tu gre polovica tega zadetka na rovaš. Tilna Klemenčiča, ki se je priključil v napadu, lepo tam filigransko podal do Ibričiča, ki sicer ni zadev, toda navlekel je nase tam dva igralca. Filipovič je tu, Koprivnik je potegnil, Dominik Radič, toda na koncu 30 let ima Slobodan Vuk, brez težav, torej drži tempo z vsemi temi mladci. Filipovič in Petrovic sta kombinirala. Kar veliko težav torej v obrambni vrsti, je pa dejstvo, da mora svoje odigrati tudi zvezdna vrsta. Dominik Radič, Radič je v kazenskem prostoru, Radič je vedno preigrava, Radič zabil je to žogo na koncu, tam z vso silo pod prečko Mulaliča, ki se jezi, in tu je tale zadetek v 86. minuti, Dominik Radič za 1-3. Pišek, Kobiljar je ukradel žogo Pišku, Kobiljar gre, Kobiljar preigrava, Radič je moral počakati, da ne bi bil v prepovedanem položaju. 11-metrovka v tem trenutku. Rijad, Kobiljar, Sven Karič se smeji. Tole 11-metrovko, Dominik Radič in pa Mulalič. Radič 3-2. Torej v 4 minutah 2 zadetka Dominika Radiča oziroma 3-2. Torej 2 zadetka v finišu in še imajo torej Ko da smo imali dva različna obraza, dva različne tekme smo odšpilali. Prvi polčas bilo je zelo počasno, zelo neambiciozno, zelo neaktivno. Drugi polčas puno boljša predstava, drugi polčas smo malo življe ušli u tu utakmicu, malo odlučnije smo ušli, pokazali smo malo i zube, ali nažalost prvi polčas je obilježio našu igru i obilježio rezultat plus 2 velike individualne greške koje se ne smije događati ako želimo biti i dalje prvoligaši. Ja, ogromna razlika med prvim pa drugim polčasom. Očitno je nam namenjen rezultat 3-2, odkar sem jaz prišel, tako da zelo zadovoljen s prvim polčasom, pravi pristop, želja, igra na nivoju, agresivnost, vse, kar je pasalo zraven, tako da tudi rezultat bi lahko bil kar konkretno višji. Drugi polčas pa, to je tisto, ko ne greš v tekmo. Tako kot moraš iti, ko je tekma pač že dobljena in enostavno
spoznaš neke zadeve skozi tekmo, tudi karaktere nekaterih igralcev in nedopustno, da tako anemično odigraš drugi polčas, ampak po drugi strani druga zaporedna zmaga, tretja s pokalom. Počasi se dvigujemo, ampak mogli bomo to raztegniti na 90 minut.